Lepo pozdravljeni v današnji že 10. oddaji Na obisku z Mojco. Danes pričenjamo oddajo v kuhinji in to z razlogom. Obiskali bomo Saša Dolenca, poznanega pod imenom Futer v Izi. Sašo v zadnjem letu postaja eden najbolj atraktivnih kuharskih mojstrov. V ekskluzivnem intervjuju nam bo predstavil del sebe in del svojega življenja ter nam zaupal, ali že od nekdaj rad kuha. Sašo, pozdravljen. Najprej na začetku hvala, da smo lahko danes tukaj, da si nas sprejel v goste in jaz bi mogoče začela kar z kuharsko zadevo, glede na to, da smo Futer v Izi, že od nekdaj rad kuham. Je to nekaj, kar tebe opisuje? Ne. Jaz ne kuham rad od nekdaj. Jaz res sem bil klasičen mulc, klasičen smrkavc, ker ga zanima vse razen kuhne, ker je bil nekaj navajen, da hrana se vedno pojavi na mizi, je čudežno, in pač ostaneš in greš nazaj ven žogo brcati, tako da ne. Kot otrok me ni zanimala kuhna, kot najstnika me ni zanimala kuhna, kot odraslega me ni zanimala kuhna, do pred mojimi 15 leti, ko sem pod zdravstvenih razlogov se mogel začeti malo zanimati s kuhanjem. Tako da ne, ni tipično pripoved, ja. Ja, zato smo mogoče, ker nisi, malo sem pobrskala po tvoji strani, ne? Torej nisi začen kuhar, ampak si v bistvu ljubiteljski kuhar. Čist. Kako si prišel do imena Futer v Izi? Ime Futer v Izi izhaja iz Foter v Izi. Foter. 24 ur sem bil Foter v Izi in še vedno jih večina sledilcev misli, da sem Foter v Izi, pa že 2 leta ali pa 3 leta sledijo. Ste mi hčerke rekle, da je fotrov pa že dost, tako da sem rad to pol Futer v Izi, ampak bolj mišljeno kot futer, ne kot hrana, ampak kompletno dopolnilo in ne vem, pa telovadba, pa razmišljanje, pač futer za, ne. Futer za telo in Dušo. Ja, no, ampak dejansko smo na koncu pristali pri hrani in pa še. In v Izi je dejansko, moj koncept je preprosta, simpel hrana, enostavna priprava. Tako da ja, se samo od sebe vnaprej napovedal, kam me bo pelal in dejansko tukaj, ko sem danes pa še unula ta Futer v Izi. torej, v bistvu navdušuješ ljudi za tem, kako hrano pripraviti v Izi, na lahkoten in hiter način, da v bistvu jemo tudi zdravo, ne? Ja, to mi je zelo pomembno. Ker res je ratalo neko prepričanje, da je kuhanje nekaj zapletenega, pa veliko časa. Saj je. Ampak zato si ga moraš vzeti. Zato so vikendi, da se igračkamo. Čez teden rabimo pa nekaj preprostega pa hitrega in pač jaz želim ta glas naprej dati. Dajmo pogledati, kaj se da prepraviti. Enostavno pa simpel pa ne. V Izi. Na tvoji strani potem tudi najdemo recepte za hrano v Izi. Ja. Nekaj hrane tudi pri nas doma smo že preizkusili, mislim, moj mož večinoma preizkuša, ne? Da vidim, da ste moški bolj. Ne, mož kuhati, preizkušaš tudi ti, kar jaz vem. Mogoče, če smo že pri hrani, dajmo še malo ostati pri hrani. Tvoja najljubša jed? Zelo se spreminja. Res, moja najljubša jed je moja naslednja jed, ker me vedno zanima nekaj novega. Ni, da bi pri nečem vztrajal, pa da bi rekel, zdaj bom pa tako hrano jedel en teden ali pa mesec. Tako da zelo skačem levo, zelo skačem desno. Nikoli ne vem, da res v bistvu, kadarkoli nimam planiranega urnika oziroma menija, nimam neki. Sem pa bolj mahnen na slano kot na sladko, no, to pa dejstvo. Zanimivo. Kaj ne bomo nikoli našli v tvoji kuhinji? Tartufov. Tartufo? Ja, tartufi so eni izmed redkih, ki sem jih res po moje 2-krat ali 3-krat v življenju jedel, da so mi bili dobri, prevečkrat pa, da mi niso bili dobri. Čeprav nikoli ne reče nikoli. Ja. Tudi za česen sem rekel, da ne bom, pa sem ga začel uporabljati. Čebule načeloma še vedno ni, je por v moji kuhinji namesto čebule.
Vse ostalo pa nimam nekih, da ne bi probaval pa se igral. No. Kaj pa najdemo vedno v tvoji kuhinji? Dobro vprašanje. Dobro vprašanje. To je zelo zanimivo, zelo različno. No. Zadnje čase je več zelenjave, prej je bilo ogromno mesa, ampak mora biti, kakšno meso mora biti ene 4krat na teden, zdaj je meso, ene 3krat ga pa ne več. Tudi ta del se spreminja, ker sem začel odkrivati, da niso samo, ne vem, testenine pa solate v bistvu, kar je zelenjave, ampak tudi še marsikaj drugega. Ampak zelo spreminjam, no. Mora pa biti, ja, začimbe mora biti, no. Da se lahko igram levo pa desno s kombinacijami. Zadnje čase moram reči, da se kar veliko pojavljaš tudi po televiziji, ne? Miza za 5, Dobro jutro, kako si se znašel v vseh teh oddajah? Znašel sem se tako, da so me povabili. Ja, na Večerje za 5 me je občina povabila, kot predstavnika pač rojstnega kraja. Na jutro na Planetu so me tudi poklicali, ampak ni bil plan niti, da kuham, ampak samo da pridem na kavč, pa se pogovarjamo o projektu. Pa si jih navdušil, ne? Ja, in so me po oddaji poklicali in so rekli, ko pa če bi še kdaj prišel. Tako da od marca sem v bistvu tudi na Planet TV. Na radiju, na radiju smo tudi lepo povabili, tako da ja. Si na radiju tudi kaj skuhal? Ne, na radiju nisem kuhal, je bilo pa zelo zanimivo, ker je drugače, ker se ne moreš skrivati ne za nasmehom, ne za mahanjem, ne pokazati, ampak moraš razložiti. Ko mi je rekla, da je kakšen pameten recept, kako ne zdaj razložim recept, jaz lahko pokažem, jaz pač rad maham uno. Na radiju je druga zgodba, ja. Je zanimivo tudi. Ampak tudi mi je bilo zelo všečno. Drugače pa te lahko tudi, jaz mislim, da na Instagramu in na Facebooku si zadnje čase, bomo rekli, da kar močen postal, ne? Sledilci ti rastejo vsakodnevno, kar pomeni, da ljudje vedno več spremljajo, kar se tiče kuhanja, kako še bolj v easy kuhati. Res pa je, da si ti tudi oseba, ki vse to na takšen lahkoten način razloži. Pa po drugi strani te je zanimivo spremljati tudi, ker nimaš dlake na jeziku, ne? Ne. V bistvu ponavadi nimajo dlake na jeziku, pač spluvajo vse, ampak ja. Moj princip v bistvu je v resnici na prijazen, pomirjen način vse razlagati, pa na enostaven. In povem vse, kar si mislim, ampak ne mislim nič slabega. Tako da ja, nimam dlake na jeziku, nimam težav tudi zgovoriti. In imam tudi, da imam posredek pač live kuhanja, mi ni noben problem. Pač se postaviti in pol ure se pogovarjati sam s sabo s kamero, oziroma pač mi pišejo, pa komunikacija. In ja, v bistvu mi je pokazati. In takrat dejansko live kuhaš, ali imaš to tako samo Ne, vedno so. Facebook, Instagram, gremo v live. Da je še YouTube, še kakšen TikTok, da jih bom dodajal počas zraven. Ker mi je fino, res interakcija, res, ko mi spodaj ki napišejo in se pogovarjamo, kaj vprašajo, pač ne sprašujejo, mislim, napišejo, ne? In jim lahko pač ja, pokažem, povem, razložim zakaj, če kdo kaj ne razume. Ker dejansko vidiš, da 3 minute nekaj traja. Recimo, ne? Moji live so bili dolgi, 35, zdaj so v resnici po 15 minut. In v tem času vedno skuhamo nekaj. Ampak to ne je nekaj majhnega, ampak nekaj, kar je za kosilo, kar je za večerjo, kar je za sladice, kar je karkoli. To mi je bistvo, da se da. Zato sem šel v live. Nekaj jaz video recept posnamem, druga zgodba je pa, ali pokažem, da to, lej, med tem se pa zabavamo še. Pa se dela, pa se kuha, pa se peče, pa se pogleda in... Malo sem brskala po tvoji strani in moram reči, da imaš kar nekaj zanimivih misli. Verjameš, da je drama kot poper, nekaj jo je treba, a kmalu jo je preveč. Tam je tak, moram reči, sem se kar zamislila, no? Ker je res smo tak včasih kar odvisni od drame, ne? In... Čeprav, če človek gleda televizijo, očitno smo zelo ljubitelji popra nekateri. Popra. In malo je treba začeti življenje, no. Ne sme pa peči. Z dramo? Kar se mene tiče, ne. Življenje je nepotrebna drama. Važno, da akcija mora biti, ne drama. Verjameš tudi v dobre ljudi in da se dobro za dobrim vrača. Si zagovornik tega? Ja, zelo. Jaz verjamem, jaz v vsakem človeku vidim dobrega. Tudi oni, ki so na socialnih medijih, so i tako porasti in srameži, arogantneži, kako res ne razumeš, kako razmišlja, da se ima
to sploh pravico in pa željo to izraziti, kako lahko za tem stoji. Ampak jaz verjamem, da tudi v njem je neka dobrota in pač sem s njim prijazno, normalno pogovarjal. Ne znam biti nesramen, pa aroganten nazaj, ker si ta človek ne zasluži tega, da bi jaz šel pod svoje področje, ker tako kot pravi, ne krigi se z njimi, ker na njihovem področju te pač premagali vedno, so dobri. Mi smo pa pač tam na tujem. Tako da ja, dobro so z dobrim vračajo, jaz verjamem. Super. Dajmo še nekaj o nepremičninah povedati, glede na to, da smo tukaj zdaj res v samem nekem centru Ljubljane, v vašem stanovanju. Kaj tebi pomeni lokacija same nepremičnine? Moja želja tako ali pa tako je biti malo več v naravi, ampak temu namen bo najbrž nek vikend nekje bil, da se lahko človek umakne. Drugače pa super klele v bistvu svojo na obrobju Ljubljane, ker imamo voznico pri roki, do centra načeloma lahko greva s trolo, ni treba z avtomobilom riniti. Imamo luštne sprehajanje poti pa za piknike prostore za sabo, tako da lokacija je bila, prvo leto mi ni bila lih najbolj, ker sem kmečki človek oziroma z vasi doma. Mi je bilo malo preveč vrveža, ampak ja, ko sem odkril za sabo sprehajanje poti pa naravo, pa ugotovil, da ja, ima svoje prednosti in sem se tudi navadil. Ja, kaj bi lahko rekel, so te glavne prednosti bivanja v mestu? Vse pri roki. Res je vse pri roki, izbiraš ne samo ali boš imel to ali to, ampak kje boš to imel. Se pravi, in trgovine, in centri, in za telovadbo, in za kino, vse je. Plus v bistvu vse smeri Ljubljane imamo, ja, ura pa pol pač si na drugem koncu Slovenije. Stanovanje sta si z tvojo drago verjetno nekako uredila po svojih željah in potrebah. Imaš kakšen kotiček, kjer najdemo samo Sašota, recimo kuhinja, glede na to, da si kuhar, ali imaš kakšen drug kotiček? Moj kotiček sem jaz dobil pred pol leta, v bistvu, to je pisarnica moja oziroma mizica, ne pa ni, je 2 meseca nazaj, prej bila še nek kemp miza. Ja, ker sem prej v kuhinji delal, tako da ja, tisle vogalček sem si jaz naredil po svoje, zato so tudi moške rjave barve tam noter. Ja, kaj pa kuhinja? Ker vidimo te v kuhinji v sredo kuhati v živo, takrat ne kuhaš potem v tej kuhinji? Ne, takrat grem pa domov, tam kjer v bistvu sem bil rojen, kjer zdaj moje so otroci noter. Do zdaj sem bi živel tukaj malo tam, letošnje leto sem bistveno več tukaj, ampak ja, ob sredah hodim kuhati v drugo kuhno, ker imam več prostora, plus jaz sem tako pa tako že na socialnih medijih človek, ki ne uporablja filtrov, in pri kuhanju, če češ snemati, ne smeš uporabljati filtrov in tam si lahko to prvošam, tukaj bi pač predolg mogel zračati. Tako da ja, se umaknem. Ja. Imaš morda kakšne posebne rituale, navade, da se boljše počutiš v svojem dnevu, ki jih doma seveda izvajaš? Razen kuhanja, mislim. Ja, kuhanje definitivno je en tak ritual, ki me umiri. Ko sem živčen, ko sem nervozen, je kuharija definitivno. Če imam samo 2 minutke, vzamem v roko kitaro in si pač nekaj zabrenkam, da si res, pa sploh ni treba 2 pesem, pač nekaj naključne. Drugače pa je kakšen sprehod. Ko je polna glava, je sprehod, rešilna bilka, ki se lahko vrnem in grem naprej v akcijo. Ja, sem prej videla seveda kitare. Tu je čelo, okej. Čelo, violina. Violina, to so vse tvoji inštrumenti? Ne. Samo kitara je moja, čelo in pa violina sta pa od dedka od moje. Aha. Ja, tako da je zgodovinsko že pač čustveno navezava po drugi strani. Še imaš mogoče v nepremičnini kakšen poseben predmet ali kaj podobnega, kjer bi lahko rekel, da je posebnost? Mogoče. Ena stvar, ki sem jo jaz naredil, ki mi je fascinantna, imamo v spalnici eno sliko. Lahko grem iskat? Lahko. Anja mi lahko prinese sliko? To sem jaz naredil, črno platno je, ostalo sem pozel zobno ščetko, izrezal sem like ven
in sem potem šprical. Se pravi, najprej je bila plast samo v zadje, potem je bila plast samo... Se pravi, ta zadnja stvar, ki sem jo omaknil, je bil konj plus to. In se je samo dvigalo od spodaj. Se pravi, pač več plasti je bilo, najprej sem ta del pošprical, pa sem ta del pošprical, pa še v bistvu te pikce dodal. Se pravi, to zobna ščetka pa barve, to je bilo res tako, kam je katno, sem rekel, mogoče se pa da, ne? In pa sem se nekaj igral, edina stvar, ki sem jo tako naredil, ampak mi je taka zanimiva. Zelo lepa slika, tako da umetnik tudi si v duši. Ja, v bistvu jaz sem kot najstnik dosti slikal, no? Dosti sem risal. Sem tudi sobo od otrok v bistvu z Disneyjevimi junaki prerisal, kot sem stripe risal, tako da ja, ta del mogoče še malo tli v meni, zelo me fotografija vleče, ampak grem počas. Zdaj je hrana. Aha, torej greš. Ja, mi je. Imaš želje, to sem ravno hotela vprašati, kakšne imaš želje za naprej? Glede futra v Izi, glede futra v Izi imam željo drugo leto, drugi polovice leta izdati še eno knjigo, upam, da mi rata, iz telih liveov. Super. Ja, ker ljudje zdaj bi pa imeli to in tako zadnji že vidijo, tako da imam že 50 liveov za sabo. Super. Tako da to zgodbo. Plus željo imam mogoče kakšno šolo narediti, se pravi 3-mesečno članstvo, neki akademije, članstvo. Za kuhanje. Za kuhanje, ja. To imam željo drugo leto narediti, tako da pol imam željo v kakšne delavnice v živo imeti, tudi za drugo leto. Ampak glede na to, da letos sem prišel na televizijo, v bistvu na v oddajo in na televizijo, ne vem, kaj se je prinesel. Ja, kje se pa vidiš čez 5 let? Čez 5 let res imam željo imeti akademijo, kjer bojo šli ljudje tekom leta z mano naprej. V razmišljanju o enostavnem kuhanju, da se jim res odpira, kot odpreš. Poanta mi je, da kot odpreš hladilnik, da je vsem jasno, ok, to, pa vedno je wow. Ne, da je še eno in isto, ampak zelo raznoliko, ker ponovadi, kot odpremo hladilnik, delamo samo tisto hrano, ki nam je najbolj domača, najbolj všečna in kombiniramo samo te. Se pravi, želim pa to željo, to znanje razširiti. Ja, velikokrat imamo težavo, ne sploh jaz odprem hladilnik, ja nič nimamo za jesti. Vsem mora biti to kristalno jasno, če jo šli, tako da to ima želja. No. Na kakšen način pa to dosegel, pa ne vem. Poanta mi je samo to pripeljati do ljudi. Sploh ne dvomimo v tebe, glede na zadnja leta, koliko si v bistvu napredoval in koliko te lahko spremljamo. Tako da mogoče za na konec še, daj mi povej, kaj za tebe pomeni dom? Dom je tam, ko si res doma, v bistvu, ampak ko se duša tudi počuti doma. Ne samo, da priješ za 4 stene, ampak da prideš nekam, kjer se čutiš ljubljenega, kjer se počutiš spoštovanega, kjer se počutiš, da si lahko ti, kjer imaš lahko najlepše trenutke, pa v bistvu, kjer preživiš tudi najgrše trenutke, ampak te pač dom umiri, da lahko greš naprej. Tako da nekaj, kar bomo vsi res imeti, pa v njem uživati. No. Kaj pa za tebe pomeni uspeh? Uspeh definitivno mi pomeni, da predajam ljudem tisto, kar jim bo polepšalo bivanje, življenje. To Futur v Izi je definitivno taka zgodba, kjer vidim, da ima potencial, da grem naprej. Če pogovorim glede mene, pa finančnega uspeha, pa dejansko nekaj tazga, da ti nič treba z meseca v mesec skrbeti ali bo, da imaš to v bistvu, da rečeš, ok, v redu je mesec, plus še nekaj zraven imam, da lahko še uživam in da dejansko lahko delaš tisto do konca življenja, kar želiš. To mi je uspeh, no. Ker mi ni poanta, da imam ful denarja, pa ne užival, to meni ni smisel življenja. No. Bi mogoče za na konec še vsem tistim, ki te spremljajo in seveda našim gledalcem povedal kaj? Ja, recimo uživajte, radi se imejte, sploh takih božičnih, prazničnih in ostalih praznikih, pa ne si komplicirati življenja, bodite prijazni, uporabljajte popravljih tok, da bo v redu, pa kuhajte v Izi, no, ker se res da, ni treba ceno urastati za kosilo za štedilnikom, pure, dober, pa hranljiv jest, to je poanta, pa hranljivo mora biti. Pa radi se imejte, no. To je res. Hvala ti, Sašo, in veliko uspeha še naprej. Hvala vam. A to je to? Daj pa gremo midva kuha, da ti pokažem, kako se v Izi kuha. Pet. To.